Lepo pozdravljeni. Župan občine Brežice je na novinarski konferenci predstavil 3 podžupane. Poleg Jureta Pezdirca, ki to funkcijo opravlja že 4 leta, bosta podžupana še Mila Levec in Bogdan Palovšnik. Po besedah župana Ivana Molana je z imenovanjem 2 novih podžupanov izpolnil svojo ožjo ekipo. Za 3 podžupane se je odločil zato, ker se je z razvojem občine in rastjo števila dogodkov ter obveznosti povečala tudi potreba po zagotavljanju predstavnikov občine. Mila Levec, ki bo nova podžupana, bo zaposlena samo za 4 ure in pa 2 neprofesionalna, to je Jure Pezdirc, ki je že bil do sedaj, in pa Bogdan Palovšnik, ki bo od danes naprej tudi 3. podžupan. Seveda prav, da poudarim, da se skupaj vsi 3 bojo stroškovno enako, tako da ni bojazni, da bi zaradi tega bili višji stroški občine. Podžupanja Mila Levec je zadolžena za družbene dejavnosti in za delo z nevladnimi organizacijami. V lokalnem okolju sem že kar nekaj časa aktivna, največ na področju nevladnih organizacij, kjer sem zadnjih 10 let opravljala delo preko stičišča, ki je nudilo podporo ostalim nevladnim organizacijam. Zato bo tudi to ena prednostih tem, s katerimi se bom srečevala oziroma za katere se bom zavzemala. Dejala je še, da bo pri svojem delu podžupanje izpostavljala tudi skrb za mlade podjetnike ter spodbujala povezovanje. Podžupanu Bogdanu Palovšniku pa je župan zaupal naloge z področja infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Zadolžitve so znane, ampak dejansko celotno sliko, akcijski plan in reševanje problematike dejansko bom pa pustil še nekaj časa, ker bi rad posnel celotno situacijo v občini Brežice, ker nenazadnje občina Brežice ima 20 krajevnih skupnosti, jaz poznam več ali manj delovanje 3, 4, 5, rad spoznal vse, dejansko bi tudi rad prepotoval skozi vsa naselja, dejansko da vidim, kje je največji problem v občini Brežice, in to bo tudi ena od prioritet pri odločanju, katerih projektov se bomo najprej lotili, ker dejansko finančna blagajna je majhna in je treba določiti prioritete, in jaz mislim, da bi mogli to narediti in potem bo lažje vsem skupaj. Podžupan Jure Pezdirc bo nadaljeval z opravljanjem nalog z področja turizma, gospodarstva in kmetijstva. Fokus je seveda v brežiški občini na turizem. Me veseli, da je 2017 bila sprejeta strategija, ki je bila sprejeta na občinskem svetu. Cilj je, da se le-ta zdaj izvaja, bom rekel, v kontekstu, v sodelovanju med občino Brežice, Fakulteto za turizem in Zavodom za turizem Brežice, seveda ob 2 turističnih subjektih, ki jih imamo, Terme Čatež in Terme Paradizo. 3 podžupani prihajajo iz 3 različnih političnih skupin v občinskem svetu, in sicer SDS, SD in Liste Sonce. To so praktično tudi 3 največje skupine, ki so izrazile želje po konstruktivnem sodelovanju v občinskem svetu, glede na to, da nimamo formalnih koalicij ali pa koalicij, so pa to ljudje, ki pravijo, da želijo sodelovati pri dobrih predlogih, in zato sem se tudi odločil, da tudi s tem pokažemo, da v občini Brežice smo občina, ki je za nas sodelovanje ključnega pomena. Dosedanja podžupanja Katja Čanžar pa odhaja na novo delovno mesto, kjer se bo posvetila področju turizma. 28. oktober je praznik občine Brežice, ki ga vsako leto obeležijo slavnostno sejo, na kateri se s priznanji in z nagradami poklonijo zaslužnim občanom. Na predvečer občinskega praznika so se v Viteški dvorani Brežiškega gradu zbrali občani in gosti ter nagrajenci, ki so v preteklem letu pustili pečat v življenju občine. Marjan Černe, Marjan Žibert in Anica Butkovič so prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad. Slednja jo je prejela za izjemno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine, turizma in izobraževanja. Takole, zdaj je to že malo za mano, ker to že vem, lep čas, bila sem pa presenečena, ampak bi se v tem trenutku zahvalila res vsem tistim, ki so prepoznali dejavnosti, ki sem jih upravljala, in nekako to prenesli do tistih, ki odločajo o tem, tako da mi je bila danes veliko čast prijemti na oktobrske nagrade. Ob tokratni slovesnosti so podelili tudi 3 priznanja občine Brežice, ki so jih prejeli Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, podjetje Posavci in nogometni klub Brežice 1919. To pomeni priznanje za klub, namreč čez celo zgodovino, ko smo zdaj ugotavljali, kaj je to vse pomenilo, ko so te začetki 1919 v Vrbini, pa potem, bom rekel, pred drugo svetovno vojno, pa potem ta razvoj do današnjih 100 let, smo videli, da je bilo mnogo vzponov, mnogo padcev. Tako da to je na nek način tak dober občutek, da delaš z mladimi, da delaš družbeno aktivno,
da dejansko tekmuješ z drugimi okolji, da poskušaš dokazati, da si enak ali boljši od bom rekel, od ostalih okolij, in to je tak neki izziv, pa hkrati 280 otrok, tak poseben dober občutek, da dejansko so otroci aktivni, ko jih vidimo danes na nogometnem igrišču ali ob njem, je res tak prijeten občutek delovati in biti aktiven v nogometnem klubu. Ob občinskem prazniku so se v Brežicah tudi ozrli na minulo leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. Sigurno vsako povoljeno leto je po svoje zanimivo, treba je konstituirati vse službe na nek način oziroma odbore, podžupane, in za mene je zelo pomembno, da se je občinski svet odločil za nadaljnje delo in sodelovanje. V letošnjem letu je bilo treba zagotoviti sredstva za dokončanje nekaterih naložb, ki so se začele že v lanskem letu. Prav tako me pa seveda veseli, da smo v letošnjem letu kar nekaj dodatnih dokumentacij za naprej naredili. Tako imamo gradbeno dovoljenje za dograditev šole v Artičah in pa za vrtec v osnovni šoli Dobova. Pripravlja se dokumentacija za kolesarske steze Brežice-Čatež in pa Brežice-Dobova. Prav tako seveda se nadaljuje z obnovo starega brežiškega mostu. Molan ob tem še dodaja, da se občina razvija tudi na gospodarskem področju. Moram reči, da je za nas letošnje leto izjemno leto, kajti to, da dobiš investicijo državnega pomena, strateškega TPV-ja, ki se je odločil, da bo v občini Brežice gradil novo tovarno, je sigurno nekako praktično kroma vsega dogajanja, ki se dogaja pri nas, in prepričan sem, da tudi to, da se na gospodarskem nivoju začelo razvijati, je plod dolgoletnih prizadevanj, predvsem od umeščanja industrijskih obrtnih con in pa seveda tudi ostale prostorske politike, in to je tudi eden večji dosežkov. Proračun za naslednje leto sicer še ni sprejet, a Molan predvideva, da bo ta približno takšen, kot je letošnji. Seveda treba povedati, da stroški občin se močno povišujejo, predvsem s tem, ko nam država z raznimi kolektivnimi pogodbami in pa ostalimi stvarmi dviguje stroške, tako da kljub temu, da se proračun vsako leto malo večji, ostane manj za investicije, vendar ne glede na to, jaz mislim, da občini Brežice smo v preteklosti uspeli pridobiti tudi marsikakšne lastna sredstva, od nuklearne rente do turistične takse, do koncem tudi koncesnine, od hidroelektrarn in pa še kar nekaj lastnih prihodkov, tako da še vedno, kljub temu, da občinam se v tem času oziroma zadnjih let ne godi najboljše, občini Brežice imamo neko osnovo, da lahko gradimo naprej. In da gradijo tudi mostove povezovanja, kot so na slavnostni seji večkrat poudarili. Definitivno pa tu občina, jaz mislim, da zelo na takem prostoru, kjer je pomembno sodelovanje, se moramo sodelovati najprej znotraj občine, potem znotraj regije Posavje, tudi kot 67 km meje šengenske smo zelo vpeti z hrvaškimi občinami, pa tudi z celo Slovenije, tako da definitivno naša želja je sodelovanje. Glede na to pa, da mi smo ena od redkih občin, ki dobivamo direkt projekte odobrene tudi na Evropski komisiji, je pa potrebno to sodelovanje mostove še širiti, tako od bivših Jugoslavije do konca zdaj smo imeli projekt z Nizozemsko, z Irsko, s Finsko, Francijo, tako da praktično občina Brežice postaja en mal center sodelovanja praktično cele Evrope. Nadaljujemo v splošni bolnišnici Brežice, kjer so namenu predali novo CT napravo in laboratorijsko opremo. Kot je dejala direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, je bila odločitev o nakupu nove CT naprave in laboratorijske opreme nujna. Vse te stare naprave so nam v lanskem letu odpovedale, popravila več niso bila možna, zato smo se pač morali odločiti, da nakupimo nove, saj brez teh osnovnih diagnostičnih aparatur bolnišnica ne more opravljati svojega poslanstva. Vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 1 200 000 evrov, od tega je vrednost CT naprave 763 000 evrov, priprava prostora za CT 190 000 evrov, nove laboratorijske naprave pa dobrih 210 000. Vsa sredstva je morala zagotoviti brežiška bolnišnica. Za pomoč pa smo zato zaprosili okolje, donatorje, različna podjetja in lokalne skupnosti.
Priskočili so nam na pomoč, tako da smo zbrali 150.000 evrov namensko za nakup CT naprave. Občina Brežice je zagotovila 100.000 evrov, občina Krško 20.000 evrov, občina Sevnica 10.000 evrov, potem pa različna podjetja, od različnih podjetij pa smo dobili še približno 20.000 evrov. Nabava novega CT aparata je velika pridobitev za bolnišnico, kajti danes za varno in kakovostno delo potrebuješ poleg strokovnega znanja gotovo tudi sodobno opremo. Naš zadnji CT je bil nabavljen leta 2011, že takrat je bil po obnovi kupljen stari aparat, tako da smo se v zadnjih letih srečevali kar naprej z okvarami in popravili in velikimi stroški in v bistvu izpadom dejavnosti. Zdaj pričakujejo, da bodo zadostili potrebam in opravili več preiskav. Leta 2016 smo naredili 1700 preiskav, leta 2017 je bilo čez 2000, lani mislim, da 2600, letos imamo plan čez 3000 in ob polletju smo naredili že 2040 preiskav. V brežiški bolnišnici si v bodoče želijo tudi nabave aparata za magnetno resonanco. Direktorica pa se je ob tem dotaknila tudi kadrovske situacije v bolnišnici, kjer je sicer zaposlenih 358 oseb. Tako kot povsod bi tudi mi potrebovali na določenih področjih še kakšnega zdravnika. Trenutno najbolj potrebujemo pediatra, potem bi potrebovali še kakšnega kardiologa, tudi kakšen ginekolog bi nam prišel prav. V zdravstvu je veliko prahu dvignil dokument o kompetencah v zdravstveni in babiški negi, ki bi med drugim moral popraviti krivice srednjim medicinskim sestram, ki opravljajo enako delo kot diplomirane medicinske sestre. Kar se tiče pa medicinskih sester, smo uredili skladno s pravilnikom torej stvari tako, da so dobrih 10 srednjih medicinskih sester je napredovalo v diplomirane medicinske sestre. Vendar pa se pojavlja problem tistih srednjih medicinskih sester, ki vendarle še vedno del kompetenc diplomiranih opravljajo na svojem delovnem mestu. Zato računajo, da bo v bodoče ministrstvo ta problem tudi na nek način razrešilo. V Dobovi letos obeležujejo 200-letnico šolstva v kraju. Pri tamkajšnji osnovni šoli so ob tem odkrili doprsni kip akademika in jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča, po katerem šola od leta 2015 tudi nosi ime. V Dobovi 200. obletnici šolstva namenjajo posebno pozornost in skozi vse leto pripravljajo več dogodkov. Najprej so postavili etnološko zbirko, junija so pripravili osrednjo proslavo ob jubileju, zdaj pa so še postavili doprsni kip akademiku in jezikoslovcu dr. Jožetu Toporišiču. 200 let šolstva, imamo prednike, ki se jim je treba pokloniti, da so se 30 let po zakonu Marije Terezije, ko je uvedlo osnovno šolstvo, da so se zbrali in začutili potrebo, da je treba znati brati in pisati. No in prvi začetki šole so se začeli ne na tej lokaciji, ampak v osrednjem delu Dobove zraven cerkve. Pouk je potekal v kaplaniji. Leta 1877 pa so začeli graditi novo šolo, v kateri je pouk potekal vse do leta 1994. Tako da je že pred drugo svetovno vojno stala velika stavba, ki je še potem bila in služila še z dozitkom seveda še veliko let, dokler se ni zgradila ta šola. Se pravi, da se je šele v letu 1984 smo se preselili na novo lokacijo. En del razredni pouk je ostal spodaj še na stari lokaciji še kar 10 let. V letu 2015 so šolo poimenovali po rojaku dr. Jožetu Toporišiču. Ob preimenovanju šole so postavili spominski zid v avli pred knjižnico. Da bi vsem rodovom otrok pojasnili, kdo on je sploh bil, smo tudi to pojasnili z gesli iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, tako da smo pojasnili akademik, doktor, jezikoslovec in potem smo dobili nekaj del njegovih sinov in tudi drugih sorodnikov, ki so nam podarili
knjige, ki jih je on ustvarjal in s katerih je črpal. Tako je nastal prvi del zidu. Na drugem delu pa so predstavili Toporišičev portret, ki so ga dobili ob 200-letnici šolstva v Dobovi. Ob odkritju njegovega doprsnega kipa so predstavili še del zapuščine, ki sta ga šoli podarila njegova sinova. Pomemben je njegov pisalni stroj, na katerega je do konca ustvarjal, kajti kljub vsem tehnološkim novostim je najraje delal na njemu. Nekaj slovarjev, ki so datirani zelo daleč nazaj, in pa potem nekaj njegovih del in predvsem nagrade, ki so bile pač del njegovega življenjskega opusa. Dobovsko osnovno šolo, kamor spada tudi podružnična v Kapedah, sicer obiskuje 251 učencev. Letos pa ne praznuje le Dobovska šola, ampak tudi tamkajšnji vrtec, ki obeležuje 50-letnico. Pred nami je en poseben dogodek, imeli bomo prireditev o 50 let predšolske vzgoje v vrtcu, kot da namenjanja predvsem otrokom, zaposlenim in tudi staršem, vsem tistim, ki sodelujejo in ki so del te predšolske vzgoje. Učenci šole so ob odkritju spomenika pripravili prijeten kulturni program, slavnostni govornik pa je bil predsednik Slavističnega društva Slovenije, dr. Matej Šekli. V naselju Črešnice pri Cerkljah ob Krki so začeli z ureditvijo križišča lokalnih cest in druge cestne infrastrukture. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. V naselju Črešnice so konec septembra začeli z ureditvami cestne infrastrukture. To je eno izjemno zahtevno križišče, na katerem je bilo že tudi več nesreč in na katero so nas nenehno opozarjali tudi občani. Nekako je že bilo pred leti dogovorjeno, da bomo to skupaj financirali z Ministrstvom za obrambo. Žal, kot veste, nekaj let ni bilo tega financiranja, v letošnjem letu pa seveda se je ponovno začelo. Dela trenutno intenzivno potekajo. Gre za ureditev križišča skupaj s pločnikom in pa tudi z avtobusnimi postajami in verjamem, da bo to kar bistveno bolj povečana varnost predvsem občanov. Ob tem bodo uredili tudi cestno signalizacijo ter prilagodili komunalno infrastrukturo. Cela vrednost je nekje okoli 320 tisoč evrov, izvaja ga KOP in dela tečejo praktično po planu, kar pomeni, da bo večina del že opravljenih letos, nekje dokončanje pa spomladi drugo leto. Dom upokojencev Brežice letos obeležuje 40-letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili slovesnost in na njej predstavili delovanje doma, v katerem prebiva 156 stanovalcev. Začetki organizirane oskrbe za starejše v občini Brežice segajo v leto 1979. V obdobju po letu 1975 so občine Brežice, Krško in Sevnica z združenimi sredstvi iz sklada skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so bila namenjena za gradnjo domskih zmogljivosti, sofinancirale izgradnjo domov upokojencev v Brežicah, Krškem in Sevnici. Vsi trije domovi so bili del enote doma upokojencev Impolca. Se pravi, da Impolca letos v bistvu slavi dvojni jubilej v Sevnici in v Brežicah. Takrat je temeljni kamen oziroma vodenje tega doma Impolce bilo v rokah doktorja Gradišarja, Cveta Gradišarja, ki je vodil dom do leta 1983 in investitor takrat gradnje doma sicer v starem objektu je bila Impolca. Enota Dom upokojencev Brežice je pričela delovati 15. junija 1979 na Prešernovi cesti in s kapaciteto 90 mest. Leta 2013 so se preselili v nove prostore. To je bila v bistvu res prelomnica v tem smislu izvajanja sodobnih smernic strokovnega dela. Kolektiv je v bistvu prišel v novo grajene prostore z sodobnimi bivalnimi pogoji, tako da je dejansko dom takrat zaživel kot dom četrte generacije z gospodinjskimi skupnostmi in v bistvu je sam dom omogočil res višji nivo kvalitete izvajanja storitev. V domu imamo veliko aktivnosti, imamo veliko prireditev, dogodkov, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje redno potekata, zelo sodelujemo z lokalno skupnostjo. Vsi skupaj v domu zaposleni delo opravljamo strokovno, kvalitetno,
prizadevamo si, da vsem stanovalcem doma in uporabnikom dnevnega varstva zagotavljamo občutek sprejetosti, varnosti. Mi smo veseli, da ta dom upokojencev bistveno več kot samo dom, je to neko sečišče večgeneracijskega centra, kjer se seveda tako stanovalci, zaposleni srečujejo tudi z ostalimi udeležniki v lokalni skupnosti, pa od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol do fakultete. Prav tako to zelo pogosto prihajajo tudi razna društva in pa tudi gospod župnik, ki upravi tudi mašo za tiste, ki želijo. Sodobni dom stanovalcem zagotavlja bivanje v 60 enoposteljnih in 48 dvoposteljnih sobah. Dom je resnično poln. Na eni strani smo zelo ponosni na to, ker to je en pokazatelj, da so naši uporabniki, svojci, vsi deležniki, ki vstopajo v dom, zadovoljni. 156 mest ima ta dom. Vse skozi pa seveda zasledujemo trend naraščanja vlog, potrebe so velike in v bistvu mi s temi kapacitetami skoraj da ne moremo zagotavljati vseh potreb. Zaradi naglega naraščanja števila starejših prebivalcev doživlja dejavnost domov po Sloveniji zelo pomembne spremembe, na katere se tudi v Brežicah po svojih močeh in strokovno odzivajo. Brežiški dom sicer šteje 78 zaposlenih. Moram pa reči, da je v današnjem času, zdaj v tem trenutku, kadrovanje na tem področju velik izziv. Srečujemo se z mnogimi problemi, ki jih moramo največ se lotevamo z reorganizacijo delovnega procesa, sicer pa zaposleni so precej zaposleni, precej obremenjeni. Mi dostikrat opozarjamo na kadrovsko stisko, tudi na državo se obračamo. Upam, da bomo v prihodnosti imeli boljšo situacijo. Ob 40-letnici v Brežiškem domu upokojencev sicer pripravljajo niz prireditev, med drugim tudi Zlati glas Posavja, ki bo potekal v novembru. 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja. Ob tem so v brežiški enoti Ozare pripravili dan odprtih vrat s kulturnim programom in z razstavo izdelkov. Ozara Slovenija je nevladna humanitarna organizacija, ki ponuja različne oblike pomoči in podpore ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju. Njihova enota deluje tudi v Brežicah s pisarno za informiranje in svetovanje ter z dnevnim centrom. Današnji dan obeležujemo kot svetovni dan duševnega zdravja in to je vedno priložnost, da nekako opredelimo naše delo in aktivnosti skozi tekoče leto, ter da opozorimo na problematiko, s katero se srečujemo. V brežiški enoti so dan odprtih vrat poimenovali Kolesarimo za duševno zdravje. Pred 2 mesecema so se namreč priključili akciji Prekolesarimo svet, s katero so obeležili svetovni dan samomora in ki se je v teh dneh zaključila. Danes je tudi priložnost, da svečano objavim, da smo v teh 2 mesecih na Ozari prekolesarili 744 kilometrov, kar je za nas zelo velik uspeh. Sleherna duševna motnja namreč vedno okrni voljo in je za njihove člane vsakršna aktivnost, ki vključuje telesno gibanje, precejšnji izziv. Sicer pa so se letos posvetili tudi pohodništvu, a to seveda še zdaleč niso vse aktivnosti, ki jih počnejo v Ozari. Zberemo se ponovno tam, okoli 9 zjutraj pridem, pa imamo tako aktivnosti. Ponedeljek je ob 10 stanek, povemo, kaj se bo čez teden dogajalo. Pol ob torki so ponavadi bili sprehodi, kaj so nasip. V sredo imamo milita skupina, pol imamo v četrtek je skupina za samopomoč, spravljanje. Poleti imamo basen, na razstave hodimo, predavanja imamo. Počnemo različne stvari, jaz prihajam tle že ob zjutraj ob 7, ko se odpre in skuham kavico in se podružimo, potem pa razni dogodki, ob sredi skupine, ob četrtki skupine, skupina za samopomoč. Pomagamo en drugemu. Ja, pridem, pa se malo razveselimo, malo se pomenimo, pa tako, pa okolje, pa kamkoli bomo šli, pa vse tisto, ne. Hodim na 2 Ozare, v Sevnici in tukaj. In tukaj jaz njihov komercialist, prodajam njihove stvari okrog.
in sem strašno zadovoljen. V letošnjem letu se v program Dnevni center vključuje 55 uporabnikov, 11 svojcev in 8 prostovoljcev. Sam program Dnevni center se načeloma vključujejo ljudje s hudimi oblikami duševnih motenj. Večina naših članov ima diagnozo shizofrenije, je tudi nekaj članov z bipolarno motnjo, depresijo, anksioznimi motnjami, tudi z demenco. Z vsem tem se srečujemo. V Posavju predstavlja pereč problem čezmerno pitje alkohola, velik je porast predvsem zlorabe alkohola in prepovedanih substanc. Pri mlajši populaciji pa zaznavajo veliko primerov odvisnosti od virtualnega sveta. Stigma, povezana z duševnimi motnjami, je manjša, poudarja Ferkova, a še vedno precej prisotna. Predvsem se srečujemo s težavami pri recimo vključevanju v kakšna delovna okolja, te imajo naši člani kar velike težave. Tudi pri hujših oblikah duševnih motenj so različna nihanja in posameznik si seveda želi, ko je v dobri koži, da bi bili vključen kot samostojen posameznik in v lokalno skupnost in bi rad deloval. V Ozari se zato trudijo svojim uporabnikom ponuditi storitve, ki bi jih opolnomočile in jim pomagale pri ponovnem vključevanju v okolje, v katerem bivajo. Lions Klub Brežice je otroškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice ob tednu otroka podaril 4 televizijske sprejemnike. Lions Klub Brežice je na pobudo otroškega oddelka Brežiške splošne bolnišnice pristopil k doniranju sredstev za nabavo 4 LCD televizijskih sprejemnikov. Ideja se nam je zdela zanimiva zaradi tega, ker področje našega delovanja gre v socialne razmere, gre v pomoč otrokom, medgeneracijsko pomoč in tako naprej. In se mi zdi, da glede na to, da je to lokalni klub, ki deluje v tem področju Brežic, je bila ideja odlična in smo k temu seveda z veseljem pristopili. Pobudnica akcije je bila strokovna vodja otroškega oddelka Brežiške bolnišnice Anita Mujakič. Ja, glede na to, da smo nekako na otroškem oddelku skušali iti iz, okvirjev samo zdravljenja, nekako mislimo, da je v posvetu z našo vzgojiteljico Jernejo Rožman smo prišli na idejo, da bi mogoče vzpostavili neko dnevno rutino za vse otroke v vseh sobah, ker pač vemo, da sama hospitalizacija pretrga dnevno rutino otroka in nekako otrok se počuti čisto drugače doma kot pa v hospitalnem območju in smo nekako prišli na idejo, da bi namestili televizije. Predvsem z namenom olajšati bivanje otrok in staršev v bolnišnici ter prav tako nadaljevati dnevno rutino otrok. Za otroke je to v bistvu predvsem nekako ena vrsta aktivnosti ali sprostitve, ki je v bistvu nadaljuje ali kot večerno rutino ali pa kot jutrnjo rutino oziroma čez dnevne aktivnosti in pa vodenje naše vzgojiteljice. Bolnišnica je zelo hvaležna vsem donatorjem, ki nam vedno priskočijo na pomoč. Med njimi je tudi Lions Klub Brežice, ki se je tudi tokrat odzval na povabilo otroškega oddelka in doniral še 4 televizorje, tako da so danes opremljene vse sobe z televizorji. Med drugim pa se je Lions Klub odzval tudi drugim našim večjim donatorskim akcijam, kot je bila zadnja za nakup CT-ja, ki smo ga v prejšnjem tednu predali tudi uradno namenu, čeprav sicer obratuje že od maja letošnjega leta. V Lions Klubu Brežice vse od ustanovitve leta 2011 dalje redno zbirajo in namenjajo sredstva v dobrodelne namene. Vsako leto pripravijo 2 odmevnejša dogodka. Prvi je tradicionalni dobrodelni koncert v Viteški dvorani Brežiškega gradu, drugi pa Tečem, da pomagam oziroma Tečem in hodim, da pomagam, kot so ga poimenovali letos. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled dogajanja v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.